Lepo pozdravljeni, prihajam iz oddelka za lesarstvo. Moje področje dela se nanaša na inovativno rabo lesa in bom danes predstavila raziskavo vpliv pandemije koronavirusa na lesno industrijo in izpostavila nove izzive in priložnosti, ki segajo tako na področje rabe lesa v gradbene namene, kot na področju pohištvene industrije. Pandemija koronavirusa je močno prizadela vse panoge, tudi lesno. Uči nas težkih lekcij o odpornosti in prilagodljivosti. Posameznike in podjetja vseh velikosti je prisilila k marsikateri spremembi. Mnogi se sprašujemo, kako se prilagoditi in uspeti v času, ko se soočamo z novimi izzivi in se poskušamo prilagoditi novi normalnosti. Na oddelku za lesarstvo smo se odločili za izvedbo študije vpliv pandemije koronavirusa na lesno industrijo z namenom, da bi dokumentirali globalne vplive pandemije na gozdno-lesni sektor pri nas. Raziskava je potekala online v mesecu maju 2021 in postavili smo 13 kratkih vprašanj, ki so se nanašala na spremembe, ki so se dogajale v podjetjih. Zanimalo nas je, kako se je spremenila dobaviteljska veriga, kako je vplival koronavirus na povpraševanje po izdelkih, ali so bile uvedene kakšne spremembe, katere spremembe so bile uvedene in ali so bili izbrani in analizirani rezultati teh uvedenih sprememb, in seveda tudi, ali je pandemija koronavirus prinesla tudi kakšne pozitivne učinke in česa smo se naučili v tem času, kar bi lahko uporabili tudi kasneje. V raziskavo je bilo vključeno 113 podjetij s področja proizvodnje pohištva, stavbnega pohištva, obdelave in predelave lesa, lesene montažne gradnje. Zanimalo nas je, če je prišlo v času pandemije do sprememb v podjetju in če se je spremenila dobavna veriga. Večina se je strinjala, da je prišlo do majhnih pozitivnih in majhnih negativnih sprememb. Prav tako menijo tudi, da je prišlo do negativnih sprememb, kar se tiče dobavne verige, do majhnih in velikih negativnih sprememb. Kaj se je spremenilo v dobavni verigi, če je prišlo do sprememb? Je bilo naslednje vprašanje in številni so izpostavili predvsem dobavo masivnega lesa, kompozitni materiali ter dobava okovja. Dvignile so se cene na splošno vseh materialov, prišlo je do ekstremnih podaljšanj dobavnih rokov in predstavljanja že potrjenih dobavnih rokov ter do spremembe plačilnih rokov. Na vprašanje, ali pandemija koronavirusa vplivala na povpraševanje po izdelkih, se je povečala za 60%, po izdelkih predvsem v kategoriji lesene montažne gradnje in obdelave in predelave lesa. Poleg tega pa so bili izpostavljeni tudi žagarski proizvodi, stoli in oblazinjeno pohištvo. Malo pa se je povečalo na področju talnih oblog in opreme stavb z pohištvom. V nadaljevanju nas je zanimalo, na katerih področjih so bile uvedene spremembe. Izpostavljena je bila predvsem nabava, proizvodnja in trženje, in če pogledamo po proizvodnem programu, na področju proizvodnje pohištva nabava ter proizvodnja, na področju lesene montažne gradnje pa proizvodnja in trženje. Prišlo je tudi do sprememb na področju digitalizacije, spremenili so se modeli poslovanja in kadrovske spremembe, novo zaposlovanje na eni strani in tudi povečana komunikacija online. Ali so bili izbrani in analizirani rezultati uvedenih sprememb v podjetju, je bilo naslednje vprašanje. Namreč zavedamo se, da je zbiranje povratnih informacij ključno orodje za iskanje načinov za uspešno prilagajanje novemu normalnemu. Le slabih 20% podjetij zbira in analizira rezultate uvedenih sprememb. Tu lahko izpostavim področje lesene montažne gradnje in proizvodnjo pohištva.
Le 50% podjetij meni, da je prejela šibke ukrepe vlade, 20% podjetij pa meni, da se na njihovem področju vlada ni uspešno odzvala z pomočjo gozdno-lesnemu gospodarstvu. Glede na predelavo in obdelavo lesa pa se zdi, da se 40% meni, da se ni uspešno odzvala. Zanimalo nas je, kakšne pozitivne učinke je prinesla pandemija koronavirusa in česa smo se naučili v tem času in kaj lahko še uporabimo kasneje. Predvsem je bilo izpostavljeno delo od doma, ki je prineslo pozitivne spremembe v smislu hitrejše, večje fleksibilnosti zaposlenih, samostojnosti na delovnem mestu, izražena je bila tudi fluktuacija zaposlenih, prilagajali so se in usmerjali v nove trge. Izpostavljeno je bilo tudi skrbnejše planiranje in seveda digitalizacija proizvodnega procesa in poslovanja, bistveno večji delež online videokonference, ki pa so tudi hkrati bolj učinkovite. V nadaljevanju nas je zanimalo, ali so podjetja zaradi pandemije koronavirusa odpuščale nekatere zaposlene. Odpuščanja pravzaprav ni bilo, nekateri sektorji so celo dodatno zaposlovali. Izpostavljeno je veliko povpraševanje po znanjih s področja digitalizacije, konstrukterji, tehnologi, tisti, ki poznajo programska CAD orodja, namreč izražen je prehod na nova orodja za računalniško podprto konstruiranje. Naj zaključim z rezultati tujih raziskav, ki kažejo, da nekatera podjetja uspevajo v času krize, namreč ključni sta dve lastnosti, in sicer radovednost in prilagodljivost. Radovednost v smislu pripravljenosti za raziskovanje in iskanje novih priložnosti in rešitev za uporabo podatkov in povratnih informacij kot vodila. Radovednost pomaga odkriti nove rešitve, jih raziskati in zagotoviti, da so boljši načini ukrepanja. No, na drugi strani pa prilagodljivost kot sposobnost in odločnost hitrega prilagajanja novim paradigmam z temeljito spremembo ustaljenega reda, kjer spretnost omogoča neke drzne ukrepe in daje tudi svobodo pri iskanju rešitev zunaj okvira. V drugem delu predstavitve pa bi se želela navezati predvsem na priložnosti v gozdno-lesnem sektorju, ki ima osrednjo vlogo pri razvoju trajnostne družbe, kjer so upoštevani tako ekonomski, okoljski, socialni, kulturni vidiki rabe naravnih virov. Predvsem gozdno-lesna veriga kot zaprta in optimizirana celostna procesna veriga v najožjem prostoru z neko skupno vizijo od gozda pa do končnega produkta. Horizontalno in vertikalno integrirano predelavo lesa pa je tudi potrebno dopolniti z kaskadno rabo lesa ob uveljavljanju principov 4R: reduce, reuse, recycle in recover. Namreč les je material z vsaj 2 ali 3 uporabnostnimi cikli oziroma stopnjami zavoji, kjer na prvem zavoju oziroma stopnji naj bi ga uporabili kot produkt, bodisi žagan les, lepljen les, ki je izdelan iz lepljenega masivnega lesa, furnirne plošče, stavbno pohištvo, no, na drugem zavoju kot material v procesu ponovne uporabe, recikliranju in šele na tretjem zavoju za pridobivanje zelene energije.
Med trende, ki bodo najbolj vplivali na lesno industrijo, prištevamo predvsem ekologijo, kratek čas gradnje na področju lesenih konstrukcij, prefabrikacijo, fleksibilnost, seveda je ključni dejavnik energetska učinkovitost ter zdravo bivalno okolje. Les je namreč idealen material za restorativno, okoljsko in ergonomsko oblikovanje, ker izpolnjuje dve splošni načeli načrtovanja, tako trajnost in povezavo z naravo. Osnovni cilj restorativnega okoljskega oblikovanja sta zmanjšanje škode in zagotavljanje koristi za naravo, ljudi in družbo. Odnos med naravo in uporabniki je vzvod, ki povezuje uporabnike z naravo. In kako uporabljamo restorativno, okoljsko in ergonomsko oblikovanje? Na eni strani z biofiličnim oblikovanjem za uporabnike. Biofilija označuje odnos med naravo in uporabniki, no, na drugi strani pa z uvajanjem trajnostnih metod vrednotenja v zgradbah. Se pravi, restorativno ergonomsko oblikovanje, zmanjšati okoljske vplive novih objektov, zagotoviti korist za zdravje uporabnikov in s tem tudi spodbujati bistveno močnejšo povezanost z naravo. Nekaj besed o krožnem gospodarstvu in pohištveni industriji. Dejstva so, da je evropska pohištvena industrija trenutno v času, ko se sooča z zelo različnimi gospodarskimi, regulativnimi in okoljskimi izzivi. Povečuje se svetovna konkurenca z rastjo proizvodnje na razvijajočih trgih in na domačem trgu smo priča povečanju povpraševanja po cenovno ugodnih izdelkih, zato je zelo težko konkurenčen biti s takimi izdelki, ki se pa osredotočajo na dolgotrajne in kakovostne. Poleg tega pa so se povečali tudi stroški surovin, dela in energije v Evropski uniji. Da bi se soočali uspešno z temi grožnjami, z novimi praksami, je potrebno razmišljati, da bi sektor tudi prenovili in naredili bolj trajnega. Krožno gospodarstvo zato ponuja obetaven način za ustvarjanje večje vrednosti v gozdno-lesnem sektorju. Z prehodom iz linearnega v krožno gospodarstvo, z inoviranjem, z podpornimi ukrepi politike in v okviru projekta Circular Economy in the Furniture Industry smo naredili pregled podjetij, ki delujejo po principu krožnega gospodarstva. Dovolite, da nekatere na kratko predstavim. Podjetje Lestok iz Španije oblikuje in proizvaja ter prodaja pohištvo, ki je zasnovano na inovativen način po načelih trajnostne proizvodnje iz recikliranih materialov in odsluženih, zavrženih predmetov. Pomembno je, da vključuje v proizvodnjo odrasle osebe, ki zaradi svoje invalidnosti ne morejo najti dela na odprtem trgu delovne sile. Zanimivo podjetje Arcadia Design iz Italije tudi deluje po načelih krožnega gospodarstva in trži otroško masivno leseno modularno pohištvo. Modularno otroško pohištvo se lahko spreminja, prilagaja, nadgrajuje in ponovno uporablja. Podjetje Nov iz Belgije pa ustvarja nove pisarniške interierje, izključno z odsluženim predelanim pohištvom, zasnovanim na inovativen način po načelih trajnostne proizvodnje. Podjetje uporablja za opremo pisarn recikliran material, ki običajno prihaja s strani bivših kupcev, stoli so ponovno oblazinjeni, mize dobijo nove plošče, omare se razstavijo in predelajo v drugo pohištvo.
Zadnji primer podjetje Artek iz Finske, ustanovljeno v 30 letih prejšnjega stoletja z ciljem prodaje pohištva in tudi promocije sodobne kulture bivanja z razstavami in tudi drugimi izobraževalnimi sredstvi. Danes podjetje Artek izdeluje pohištvo, svetila in dodatke, ki jih oblikujejo finski mojstri in vodilni mednarodni oblikovalci. Zanj je značilna jasnost, funkcionalnost in poetična preprostost. Sedanje vodstvo podjetja Artek meni, da so vrednote, ki jih je postavilo podjetje v 30 letih na čelu z Alvarjem Altom, še danes aktualne. To je dobra kakovost, izdelava iz lokalnih materialov, ekonomična uporaba, no že takrat so uporabili besedo trajnost. Zato danes uvajajo Artek Second Cycle Initiative, ki vključuje zbiranje starih kosov pohištva Artek ter njihovo obnovo in ponovno trženje, se pravi njihovo drugo življenje. Trajnostni razvoj pa je tesno povezan tudi z trendi, ki bodo oblikovali našo prihodnost. To so tako imenovani megatrendi, ki so ključnega pomena za prihodnjo gospodarsko rast in predstavljajo spremembe v našem svetu in imajo tudi trajen vpliv na vse. Tu bi prav posebej izpostavila področje starajoče populacije, digitalizacije in inovacije. Ekoinovacije imenujemo vse oblike inovacij, katerih rezultat ali pa cilj je znaten ali viden napredek v smeri trajnostnega razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, z nekim boljšim odzivom na okoljske pritiske ali pa tudi doseganje učinkovitejše in bolj odgovorne rabe naravnih virov. Pomemben dejavnik, ki danes oblikuje življenje ljudi, pa je tudi tehnologija. Ljudje so čedalje bolj povezani z tehnologijo, z napravami, v ospredju je koncept internet stvari, ki omogočajo bolj udobno življenje, večjo varnost, prihranek časa in denarja. Ne govorimo le o konceptu pametnih mest, pametne cestne infrastrukture, pametnih razsvetljav, ravnanja z odpadki, pametnih stavb, vendar tudi razmišljamo o pametnem pohištvu. Zato, ker ima sodoben potrošnik željo po pohištvu z integrirano pametno tehnologijo, kot so USB priključki, biometrične rešitve za kontrolo vstopa stikala na dotik, LED tehnologija, pametne inštalacije in drugo. Zaveda se namreč, da mu tovrstne storitve lajšajo življenje in so tudi zaradi tega pripravljeni odšteti več denarja. Zaradi višjih zahtev in potreb po inovativnih in tržno zanimivih lesenih izdelkih prihajajo v ospredje inovativne rešitve, ki vključujejo ali pa temeljijo na pametni tehnologiji. Zato naj omenim digitalno podprto tehnologijo oblikovanja in izdelave, ki je razkrila tudi en nov potencial za uresničevanje zapletenih kompleksnih oblik z trajnostnimi gradivi. Digitalizacija načrtovalskega procesa je vključena tudi v lesno industrijo in lesne konstrukcije. Tako imenovana digitalno oblikovanje lesa, digital wood design, zaznamuje inovativne tehnike, ki se uporabljajo v arhitekturi in omogočajo izjemno visoko stopnjo prefabrikacije ter zagotavljajo večjo možno svobodo arhitekturnega oblikovanja ter tudi najvišjo kakovost izvedbe lesenih konstrukcij z kombinacijo tradicije in inovativnosti.
Zmogljiva orodja za analizo danes omogočajo arhitektom in inženirjem, da ustvarjajo organske oblike, tudi napovedujejo vedenje konstrukcij, predvsem pa oblikujejo učinkovito proizvodno strategijo. Digitalno podprta tehnologija načrtovanja je zato razkrila nov potencial za uresničitev izjemno zapletenih struktur. Pogosto smo navdihnjeni z drugimi panogami, na primer avtomobilska industrija je naredila izjemen preboj v zadnjih 100 letih. Pa če se ozremo na področje lesenih konstrukcij, vemo, da je les izjemen za prefabrikacijo, za vnaprej izdelane elemente. In je lesena gradbena industrija že usposobljena za prefabrikacijo, vendar pa je nadaljen razvoj in velika priložnost, predvsem industrializacija in digitalizacija gradbene industrije. Tukaj govorimo o BIM, ki omogoča celosten, pameten, sodoben način projektiranja, tako v pohištveni industriji kot na področju lesene gradnje, in proces BIM omogoča vključevanje različnih strok in delovnih procesov, ki so tradicionalno obstajali vsak za sebe. V sodobnem gradbeništvu so vse bolj prisotni konstrukcijski elementi iz križno lepljenih lesenih panelov XLAM. Gre za inovacijo, ki temelji na tradiciji. Te veliki paneli so ob visoki specifični nosilnosti in križno zlepljeni strukturi prinesli pravi preporod v graditeljstvu. Z njihovo uporabo lahko rešujemo izjemno zahtevne in kompleksne konstrukcijske ter tudi arhitekturne zasnove objektov, ki z uporabo klasičnih konstrukcijskih elementov iz enosmerno lepljenega in masivnega lesa niso bile rešljive. In ravno zaradi teh omejitev so se do sedaj takšnih primerih prednostno uporabljali drugi konstrukcijski materiali, kot so bili armiran beton in jeklo. Arhitekti vidimo v XLAM uporabi izjemne možnosti. Vidimo ga kot panel, osnovni gradnik, kot prilagojen izdelek z omejeno dolžino in z že vključenimi odprtinami, oziroma kot prefabriciran XLAM modul. Naj predstavim nekaj uspešnih primerov, nagrajenih primerov lesene gradnje. V mesecu novembru 2020 je potekala 3. nacionalna nagrada za leseno gradnjo in podeljenih je bilo več nagrad v različnih kategorijah, od stanovanjskih objektov, javnih, kot so športni, šolski, turistični, inženirski objekti in tehnične rešitve, pa tudi urbanizem in arhitekturo. Nagrajeni objekt blok Karantanika je večetažni stanovanjski objekt, ki sodi v vrsto poskusov, da bi v Sloveniji uveljavili gradnjo tehnološko bolj zahtevnih lesenih objektov. Nagrada zato predvsem opozarja in spodbuja k nadaljevanju razvoja uporabe lesa v visoki gradnji in je plod ocene arhitekturne in tehnološke vrednosti objekta. Stanovanjsko-apartmajsko naselje je izjemen primer arhitekture, ki se zavestno naslanja na tradicijo, hkrati pa z sodobno interpretacijo klasičnih oblik uporabljene lesene konstrukcije ustvarjajo objekti željeno harmonijo v prostoru, hkrati pa je tudi opazen pridih sodobnosti.
Pri dozidavi šole in telovadnice v Trebelnem pa so se arhitekti in projektanti predvsem soočili z izjemno zahtevno lokacijo in uspeli z domiselnimi tehnološkimi in funkcionalnimi rešitvami ustvarjati ne le programsko zahtevno celoto, temveč tudi arhitekturno velike kakovosti. Še en nagrajen šolski vzgojno-izobraževalni objekt Ekohiša Bic Ljubljana, ki pa je primer zadržane arhitekture, kakovostne, v pogojih omejenih finančnih sredstev. Zato je uporaba lesa racionalna in z upoštevanjem novih tehnologij ter preprostih detajlov, ki pripovedujejo o načinu tektonike gradnje. Izjemni dosežek je športni objekt Skošlend, ki je primer izjemne manifestacije inovativne rabe lesa v zahtevnih in bolj kompleksnih športnih objektih. Objekt je izveden z obilico tehnološke smelosti in predstavlja po svoji velikosti enega večjih skvoš centrov v Evropi, glede na izvedbo v leseni konstrukciji pa tudi največji tovrsten objekt na svetu. Želela bi izpostaviti še projekt tržnice Medvode, ki je dober primer težnje po ohranjanju in nadgrajevanju še prisotnih tesarskih veščin in tehnologij ter s svojim primerom spodbuja tako arhitekte kot tehnologe in tesarje k podobnim presežnim arhitekturnim stvaritvam. Lesena konstrukcija nadstrešnice nad tržnico predvsem nadgrajuje razumevanje tradicionalnih lesenih konstrukcij, kot jih poznamo pri kozolcih ali lesenih gospodarskih objektih, ter vnaša v tržni prostor Medvod neko prijetno svežino. Zanimiv projekt je tudi odlični primer prakse krožnega gospodarstva, in sicer primer slovenskega paviljona, ki je bil zgrajen leta 2015 kot Expo paviljon v Milanu ter kasneje prenesen na novo lokacijo v Mursko Soboto, Expano vrata v Pomurje, ista forma in nova vsebina. Sodobne in oblikovalske ambiciozne arhitekturne konstrukcije pa danes zahtevajo od gradiv še večje razpone ob minimalnih premerih nosilnih elementov in oblike, ki jih masiven les ne omogoča. Zato lesna industrija razvija številne nove inženirske proizvode na osnovi lesa, ki pa ohranjajo trajnostni značaj in fizikalne lastnosti tega naravnega materiala, hkrati pa sledijo trendom po organskih oblikah, ki včasih že kljubujejo zakonom težnosti. Z ustreznim načinom pridelave in obdelave lesnih tvoriv se lahko zmanjša ali povsem izloči neželene napake v masivnem lesu, hkrati pa se z uporabo osnovnih inženirskih principov izboljša njihove lastnosti, pa tudi prilagodi konstrukcijo, presek in obliko tega kompozita nekem predvidenem namenu uporabe. Izjemno pomembno je, da predstavljamo in promoviramo nove inženirske lesne proizvode čim širši javnosti in arhitekturni stroki. To so tudi raziskave, s katerimi želimo vzpostaviti
ustrezno komunikacijo med čim širšo javnostjo. Naj zaključim z mislijo na povečano porabo obnovljivih materialov in apel, da tako znanje kot gospodarstvo delata skupaj v smeri inoviranja novih vrednostnih verig ali produktov, saj imamo v Sloveniji priložnost, da postanemo primer dobre prakse. In trajnostna gradnja z vključevanjem naprednih ambientov potrebuje svojo posebno pozornost. Lep pozdrav, moje ime je Andrej Guštin, prihajam iz podjetja Crea Pro in v teli, rečemo, dobre pol ure bom z vami delil nekaj osnovnih nasvetov oziroma uvidov, kaj pomeni digitalizacija v proizvodnji, dodelavi in predelavi lesa. Predavanje sem nekako zastavil tako, da bo majhen teoretičnega uvoda, kaj pomeni digitalizacija. Potem si bomo pa v bistvu praktično pogledali dva primera, enega tazga zelo osnovnega, ki je zelo tipičen za, bi rekel, manjša in srednja podjetja v lesni branži tukaj v Sloveniji. Drugi je pa mogoče že malo bolj napreden, se pravi, gre korak naprej v sklopu digitalizacije in uporablja naprednejša in sodobnejša orodja za napoved prodaje, sentimentalno analizo, recimo komentarjev vaših strank in tako naprej. Čist na koncu bomo pa par besed rekli tudi o virih financiranja, ki so zelo aktualni v tem času. To so razni voucheri in pa razpisi za sofinanciranje digitalizacije proizvodnje, kjer je bilo veliko tudi podjetij iz lesne industrije v zadnjem času noter, in je mogoče dobro vedeti, kako se da to dvoje skombinirati. Preden gremo, čist nekaj osnovnih besed o nas. Crea Pro je, rečemo temu, relativno mlado podjetje, ki se ukvarja v treh ključnih segmentih. Eno je izboljšati učinkovitost in uspešnost procesov z uporabo digitalizacije. Dan današnji brez uporabe strojnega učenja in pa podatkovne analize dejansko ne gre več, ker je vedno hujša konkurenca tista, ki nas sili, da uporabljamo in zajemamo številne vire podatkov, ne samo notranje v proizvodnji, tudi zunanje v strankah, o trgih, o gibanjih surovin, cen in tako naprej. Nekako združujemo poslovno in tehnološko znanje, se pravi na enem zgornjem delu, kako to poslovno, projektno peljati, na drugi strani pa seveda, kako to v vsakodnevno prakso v domači delavnici spraviti v življenje. Kje smo prisotni? Relativno zelo veliko, zelo široko področje od malih pa srednjih podjetij, recimo prav iz lesne branže, zdaj iz zadnjega razpisa za digitalno transformacijo, pa seveda mogoče do malo večjih podjetij, ki so prisotna na različnih segmentih, pri čemer je treba poudariti, da ta pojem digitalizacije je skupen za vse, pot, po kateri je treba iti, je praktično enaka, ne glede na to, kaj delaš, kje delaš, v kateri branži delaš. Nenazadnje v zadnjem letu, oziroma zdaj že skoraj dveh, je korona pretresla številne industrije, in ta vpliv gre potem po verigi nazaj in jaz sem prepričan, da ste ga marsikateri od vas tudi skusili in videli. Kakor smo rekli, se pravi, pogledali si bomo majhen, kaj sploh so dimenzije digitalizacije, zato ker si mogoče zmotno predstavljamo, da je to samo, uvedba novega stroja ali pa krmiljenega CNC stroja za razrez ali pa kaj podobnega. Digitalizacija je precej širši pojem. Malo se bomo osredotočili na prve korake, zdaj, ker smo v takem virtualnem okolju, je težko vedeti vnaprej, kje ste. Jaz si predstavljam, da ste na različnih stopnjah razvoja in vpeljave digitalnih rešitev v vaše poslovanje. Zato bomo tudi, kakor sem omenil, čez primere dobre prakse poskušali videti nekaj osnovnih korakov pa napotkov, pa potem mogoče malo težjih. In pa na koncu, vedno vsi radi vidijo, če ob projektu digitalizacije dobiš tudi določena nepovratna sredstva evropska za razvoj, in tudi to ima neko svojo specifiko, neko svojo umetnost, kako to speljati in tak projekt v bistvu narediti, vključno z vlogami, poročanj in tako naprej.
Tako da upam, da bo zanimivo, ne, ostanite do konca. Možnosti vprašanj v takem virtualnem okolju ni, ampak sej kontaktni podatki so, tako da če bo karkoli, smo pa kasneje v digitalnem svetu na vezi za vprašanja, nasvete, izkušnje in tako naprej. Zdaj, če se lotimo prve, bi rekel, konkretne teme, ne, to pomeni digitalna transformacija, je ponavadi posledica neke digitalne strategije in tako kot so smernice za različne strategije postavljene, jih ima tudi digitalna 8. Pa bomo šli lepo korak po korak, zdaj jih bom naštel, pa si jih bomo pa podrobneje pogledali. Ne. Se pravi, elementi digitalne transformacije, elementi digitalizacije, kakor govorimo, so sestavljeni v bistvu iz teh elementov. Na prvem mestu zagotovo je digitalna izkušnja kupca, Angleži rečejo customer experience, to je tisti CX v oklepajih not, ki v bistvu drastično spreminja izkušnjo, ki jo imajo naši kupci z produkti in storitvami in sodelovanjem v procesih noter. V drugem koraku je to podatkovna strategija. Digitalizacija je povzročila, da rečemo eksplozijo podatkov tako na tehničnem delu, če bi čisto navaden stroj recimo vzeli, kakor v segmentu odnosov s kupci, analize trga, analize konkurenc in tako naprej. In seveda brez podatkov in brez analize teh podatkov digitalizacije prav gotovo ni. Tretji sklop so digitalni procesi in digitalne rešitve, kjer je največji fokus v razvoju in uvajanju določenih elementov v digitalizacijo teh procesov. Seveda so potem v nadaljevanju tudi poslovni modeli, produkti in storitve. Ne, se pravi, digitalni svet spreminja naravo produkta ali pa nakupa produkta lahko v popolnoma drugačne poslovne modele, kjer ni več samo kupoprodajni odnos, je lahko najemni odnos, je lahko večpartitni odnos in tako naprej, ne, kjer sodelujejo številni deležniki povezani med sabo, ne, in iščejo, kako bi storitev ali pa produkt približali kupcu. Seveda v zameno za, lahko smo odkriti, rečemo, dolgoročnejši odnos, dolgoročnejšo vezavo, ne, kjer je na koncu RVC, ne, tisti, ki vas vodi v to, da lažje in bolje funkcionirate in preživite na trgu noter. Potem pod 5 in 6, ne, dve točke, v katerih danes nimamo časa iti v globino not, pa vendar sta zelo prisotni, tako kot tveganje kot priložnost, so digitalna delovna mesta, kadri in pa digitalna kultura. Ne, malce v hecu, ne, korona je naredila ogromno za digitalizacijo delovnih mest, tako vse, kar smo prej mislili, da se ne da delati od doma, se je v praktično lani, ne, po zimi lahko naredili v enem vikendu, vsi smo delali na Teamsih, na Zoomih, si delili dokumente, načrte in vse podobno, ne, okej, še vedno je bilo treba v delavnici delati noter, ampak celoten del prodaje, dizajna, načrta, podpore strankam in podobno je lahko v hipu šel v delo nadaljavo, ne. Če je bilo to z vidika delovnega mesta dobro, ne, ima to določene vplive na kulturo. Ne nazadnje, vsak od vas najverjetneje pogreša živi kontakt z dobavitelji, strankami in tako naprej, ker enostavno ne gre vse v digitalnem svetu. Notni s tem se tudi digitalna kultura do neke mere tako upeljuje noter v organizacijo. Mogoče kakšno besedo bomo v nadaljevanju rekli, pa pri primerih v globino pa ne bomo šli. Ta zadnji dve področji sta zelo tehnični in bi rekel eksponentno rastoči z vidika rešitev in pa tudi investicij. Pa bi najprej omenil industrijo 4.0, se pravi uporabo vseh digitalnih elementov v različnih nivojih industrijskih procesov noter, ne, od PLC-jev, SCADA sistemov, gor navzdol, mesov in sistemov za dejansko obvladovanje celotnega podjetja, ne, vseh senzorjev, ki jih imamo noter, vseh meril, skratka digitalnih dvojčkov in podobnega. Industrija 4.0 je enormen sklop različnih rešitev, ki pa, to je treba pa zdaj poudariti, ne, rodi eno veliko tveganje in to je tveganje na nivoju kibernetske varnosti. Jaz mislim, da lahko dnevno spremljate najave ali pa objave vdorov v ta sistem, v un sistem, v naftovod, v sem, ne nazadnje pa da nam koga izpostavil, so marsikatera slovenska podjetja mogla ustaviti proizvodno zaradi blokad, zaradi virusov, ki ti zaklenajo. Tudi številna podjetja so pri nas plačala potem odkupnine za tem. Zakaj? Zato, ker ob tej digitalizaciji delovnih mest, digitalizaciji procesov, na koncu vedno
rečem odkrito, ne zmanjka denarja za kibernetsko varnost. Bolj, ko si digitalen, bolj si ranljiv. Tako da to je mogoče čist sklop spet kakšnega novega, ampak predavanja, bodite pazljivi, ko se odpirate, ko spuščate v lastna okolja druge partnerje, dobavitelje, kupce, ko strankam dovolite, da vidijo, da delijo dokumente in tako naprej. In vse, kar je povezano s tem, ko lahko stroje od doma sledite, krmilite in podobno, vse je ponavadi lahko predmet zaščite na kibernetskem področju, ne. In seveda to je poseben trg z vidika napadov, zlorab in tako naprej, ki eksponentno raste, in naredite pravilne korake tudi na tem področju, da ne bo kakšnih slabih posledic, ne. Zdaj, če si teh 8 pogledamo majhen podrobneje noter, kaj so sestavni deli, mogoče za kakšnega od vas so te izrazi, pojmi bili relativno novi. Kakor sem omenil, izkušnja kupca, stranke so ratale v digitalizaciji zahtevne. Vse bi rade videle, vnaprej zmerile, si v 3D prostoru predstavljale, mogoče kar projektor prinesle domov v domačo sobo, pa projecirale, kako bo zdaj izgledala kuhinja, ki jo bo naredila, pa ne vem, dnevna soba in podobno, ne. Pri tem pa ne bi nič naredili. Se pravi, z digitalizacijo se na drugi strani napor, ki ga mora kupec vložiti za to, da pride do nečesa, dejansko zmanjšuje. Malo so nestrpni. To bi radi še na koncu za nižjo ceno, ne. Torej mora biti ceneje, mora biti lepše, hitreje, boljše in tako naprej. Vse te dimenzije tvorijo ta pojem izkušnje kupca, ki seveda gre čez vse različne komunikacijske kanale, čez vse različne oddelke, ne nazadnje čez goro nekih naprav, preko katerih lahko stranka, kupec ne komunicira z vami, se malce usaja noter v proizvodni, ne želi še to, pa pošilja spremembe v zadnjem trenutku in podobno, ne. Seveda nezadovoljna stranka pa po drugi strani lahko naredi precej slabega na trgu in tako naprej. Zato ob digitalni transformaciji je vedno ponavadi treba izhajati od odzunaj navznoter, torej spremljati, kaj želimo doseči na segmentu izkušnje, kaj stranka želi od nas, kako si predstavlja, da bo to storitev dobila, za kakšno ceno, zato ker preveriti pri konkurenci danes je praktično 1, 2, 3, pa dobiš preko raznih konfiguratorjev in podobnega vse produkte in rešitve praktično specificirane s ponudbenimi cenami. Plus, ne, da si želijo, bi rekel tako, emocionalno sodelovati pri tem. Primer 2, ki ga bom pokazal, je dejansko šel v globino, kako komentarje, poste rečemo, lajke in podobne zadeve, ki jih puščajo na spletnih straneh, na Facebooku, na Instagramu, na vaši spletni strani, kako lahko iz tega analiziramo in dobimo ven podatke, rečemo v napovedi prodaje. Se pravi, kakšni bodo trendi. Mogoče boste presenečeni, kakšna je natančnost teh napovedi, kar pomeni, da vaši kupci skozi svojo izkušnjo seveda delajo na svoji strani, ampak tudi vam puščajo sledi, podatke, iz katerih lahko marsikaj koristnega dobite noter. Prva dimenzija. Druga dimenzija je podatkovna strategija, se pravi digitalizacija, pa da ne gremo v, kako bi rekel, teoretična izhodišča. Samo urejenost podatkov na nivoju artiklov, na nivoju zalog, materijala, izdelkov, šifriranja identov, ki jih imate v podjetjih noter, ne, pa to uparjanje potem z naročili, z delovnimi nalogi, strankami in podobno, ne. Ponovadi tukaj velja rahla zmeda, sploh recimo, če imate malce bolj kompleksno proizvodno, različne sisteme za podporo in tako naprej. Kaj šele, da ste kupili 2 ali pa 3 podjetja in jih pridružili svojemu okrilju. Izmenjave z dobavitelji določenih izdelkov, določenega materijala in tako naprej. Skratka, podatki so pomembni. S podatki ne mislimo samo tiste zapise, ampak celotno od začetka do konca, od rojstva nekega podatka, od uporabe, vzdrževanja tega podatka, do čiščenja podatkov, ki niso več relevantni in tako naprej. In dobri podatki omogočajo dobro analitiko, dober nadzor, dobro spremljavo, slabi podatki ti pa tega ne dajo. In velikokrat se prvi koraki digitalizacije ustavijo na šifrantih, na kosovnicah, na ne vem čem, ker je treba te podatke sploh pravilno sčistiti. Pa boste videli v primeru 1, iz fasciklov in papirjev v tipični delavnici prenesti sploh v računalnik noter, da so na voljo v digitalnem svetu. Tretja dimenzija, kjer mogoče je v zadnjem času največ dela digitalizacija procesov, po domače, dajmo se
v celotni, ne, od nekega idejnega načrta do dostave, do montaže, pa celo servisa nekega vašega izdelka, pohištva, stola, kuhinje, karkoli delate, ne, od začetka do konca, a smo sposobni zadevo speljati brez papirno, to pomeni digitalno, da lahko sledimo celoten tok, da lahko iz tega toka ven dobivamo podatke, ki so potrebni za prodajo, za roke, ki jih obljubljate kupcem, za dobavitelje, za naročanje materijala, ne, za dizajn, če imate kakšne posebne arhitekte in ustrezna orodja in tako naprej. Skratka, digitalni procesi so zagotovo ena od prvih stopničk, ki jo je treba dvigati, in seveda v to noter se vključujejo različni kanali, ne, danes v procesih, tako vi kot zunanji deležniki sodelujete preko 101 naprave, 101 tehnologije, praktično ne veste več, kaj je pri vas, kaj je v oblaku, kako to potuje in tako naprej. In ja, življenjski cikel izdelka je ponavadi tisti, ki ga je treba postopoma, ampak v celoti dvigati v digitalni svet, ne. S tem, ko to naredimo, se najverjetneje začnejo spreminjati delovna mesta. Ne, to, kar smo včasih delali, se še vedno spomnim iz delavnic živo, ne, kako so delovni nalogi dani gor na tablo pripeti s kakšno bucko, pa majster gor napiše, kaj je naredil, koliko je naredil, koliko je materijala porabil in tako naprej, ne, tiste delovne naloge potem nekdo vzame, jih konec dneva ali pa naslednji dan vnese v sistem noter in šele čez 2 dni vam razkliš tisto leseno ploščo, ki ste iz recimo skladišča ven vzeli noter, ne. Če je bil to nekdo mojster navajen 20 let delati na tak način, ne, je seveda digitalizacija procesov prinesla, da on zdaj nima več table, lista papirja in tako naprej. Se pravi, padel je v nek digitalni svet, ne, in seveda znotraj tega so rešitve, ki so na voljo za podporo, dejansko danes z uporabo parih prstov vnašaš, spremljaš, krmilaš in tako naprej noter, ne. In to velja za vse oddelke ali pa vse sektorje noter, ne. Se pravi, govorimo od prodaje nekih konfiguratorjev na spletu, ne, do potem dizajna, ki naredi layoute, se pravi načrte, do prenosa teh podatkov na stroje, do zajema podatkov, kaj so stroji naredili, ne, do nakončnega sestavljanja ali pa dodelav in tako naprej, odpremek naročniku, sestavljanje na tisti lokaciji in servis. Prav, v vseh teh korakih prihaja do sprememb na delovnih mestih, ne, in ljudje, ki so bili včasih navajeni klasičnega dela, morajo zdaj delati digitalno, ne. Digitalizacija, mogoče eden od največjih, ne, efektov digitalne transformacije na nivoju delovnega mesta je transparentnost. To, kar se je včasih dal skriti ali pa do neke mere malo zamolčati na papirju, popraviti naknadno, recimo, da je prišlo, da je nekdo naredil napačen kos, pa mora zdaj, še enkrat greš iskat, pa odrežeš tisti kos, ne. Seveda, bolj, ko se je digitaliziran, bolj, ko so delovna mesta digitalizirana, težje je kaj prikriti. Zadeva je bolj transparentna, ampak to ima čisto v skladu z vitko proizvodnjo dve prednosti. Ena je, da ljudje lažje vidijo, kje so izgube, da lažje vidijo, kje so težave in da te težave skozi neke postopke inoviranja in tako naprej dejansko komunicirajo. Po drugi strani, ne, drug element je pa medsebojna primerjava, ne. Se pravi, če imamo podatke in so ti podatki transparentni, potem lahko primerjamo, koliko je nekdo naredil na razrezu, na barvanju, na sestavljanju, na montažah in tako naprej. Ne, in seveda, dobra organizacija je tista, ki ima najboljšo unijo dobrih posameznikov, ne. Digitalizacija ni namenjena, da vam dva mojstra preveč štrlita ven, ampak da smo vsi enako dobri, da je organizacija kot taka dobro postavljena, spremljena, ne, transparentna, da nam omogoča dnevne ali pa da ne rečem urne in minutne uvide v to, kako delamo. Ne, to pa spremeni velikokrat tudi kulturo, zato pa se bomo vrnili k temu, ne, so tudi ustrezna usposabljanja namenjena dvigu digitalnih kompetenc in kultura je ena od njih, torej kako ravnati v tem svetu, kako razvijati digitalno kulturo znotraj organizacij, da ne bo strahov pred izgubo delovnih mest, ne. Ja, zdaj bojo pa stroji delali, pa mene ne rabite več. Mogoče pred to kulturo bi to, kar sem srečal nenazadnje v zadnjih 2 letih, tudi v področju malih in srednjih podjetij v lesni industriji, pa to prisotno tudi v drugih malih in srednjih podjetij, je menjava generacij. Ne, se pravi, starejši, to pomeni
prva povojna generacija, ki je recimo ustanovila svoje delavnice, svoje podjetje in tako naprej, odhajajo v penzijo in predajo to mladim. Kultura dela v starem je bila čist drugačna, kot jo ima mladina, recimo, kar pomeni, da je zdaj stara 25-30 let. V digitalnem svetu je njim nekaj samoumevno starejšim, ne, to pomeni, ne vem, očetom, staršem in tako naprej, pa ne. In ta trg lahko povzroči precej velika trenja, ko začneš potem delati spremembe v proizvodnji in tako naprej, ne. Omenil sem, v kibernetski varnosti v globino ne moramo iti, razen tega, bodite pazljivi, ko delate digitalno transformacijo, zato ker se z vsako napravo, ki je povezana, z vsako izmenjavo podatkov, ki potuje med vami, ki potuje med različnimi deležniki po svetu, povečuje verjetnost, da lahko nekdo pride do nepooblaščenih podatkov, da vam ne nazadnje zaklene proizvodno in da stroji ne delajo, te cene odkupa niso toliko majhne, ne, in je škoda dati vsakega evra za to. Ne. Na trgu so idealne rešitve tudi za tovrstna podjetja, ne, in dejte del sredstev, ki gre v digitalizacijo, nameniti tudi varnosti noter, ne. In pa seveda ta zadnji del, ne, vsi govorijo o 4. industrijski revoluciji, ne, kako bo zdaj prišlo do sožitja človeka, strojev, senzorjev in tako naprej, ne. Pa vam povem, ne, da je včasih že zelo velika umetnost, recimo stare stroje, ki so, ne vem, stružnice zabarvati, zalakirati, sploh če delate dodelave, recimo potem še s kovino ali pa steklom, z elektroniko zraven in tako naprej, ne, in je treba te stare zadeve digitalizirati. Včasih je stroj v resnici še dober, pa je treba senzore, ki znajo določene podatke, kakor je temperatura, kakor so tresljaji, se pravi vibracije in podobne zadeve, ne, relativno poceni prenesti v nek sistem, ne, in iz tega lahko zelo hitro recimo ven dobite čas delovanja stroja, zgodba, ki gre proti preventivnemu vzdrževanju, ne, a se stroj pregreva, a so vibracije tiste, ki govorijo, da recimo bo prišlo do neke poškodbe, okvare in tako naprej. Skratka, industrija 4.0 je nekako češnja na vrhu torte, ne, ki zagotovo prinaša malo večje investicije v to noter, pa seveda potem tudi večje prihranke, da bi šli po poti pametne tovarne, pametne proizvodne, ne, ki je lahko v celoti digitalno nadzorovana, ne, ki je lahko v celoti vpeta tudi v digitalno verigo drugih partnerjev, ne, nekateri od vas delate v dobaviteljski verigi in imate naprej, bi rekel, kupce, ki potem to prodajo šele končnim strankam in tako naprej. Skratka, namen tega uvodnega dela, digitalizacija ni samo nov stroj, digitalizacija ni samo program za zrisati neke layoute, pa te načrte poslati na stroje. Digitalizacija je precej več in ima tako mehke, kot trde komponente. Mehke so tiste bolj človeške, trde so pa te bolj tehnološke in tako naprej. Zdaj, da to podkrepimo, ne, sem pripravil dva primerčka. Oba dva sta bila predmet tako imenovanega tega P4D razpisa, torej razpisa za digitalno transformacijo, ki prinaša, mislim, da 100.000 evrov nepovratnih sredstev za razvoj in digitalizacijo. Ne moreš narediti revolucije, se jih pa da zelo dobro v določene elemente usmeriti in rešiti problem. Pa si bomo pogledali, tako, kakšne slikce so malo zamegljene za nas, zato ker so gor ta pravi ljudje, ta prave delavnice, če bi temu tako rekli, ne. Tole je nekako tipično stanje, ko gremo naokoli po Sloveniji, ne. Se pravi, imamo različne stroje za različne tehnološke postopke. Klele imamo v spodnjem kotu eno pisarnico sredi delavnice, polno njih papirjev, ne, če te papirje vzameš, ponovadi rata malo zmeda in tako naprej, ne. In seveda ideja je, kako narediti prvi korak digitalizacije. To, kar boste videli, so realni projekti, večina od njih ima zdaj konec poletja zaključek, kar pomeni, da so šli v produkcijo, da je zadeva v testu na terenu, da daje dobre rezultate in tako naprej. Zdaj, kje začeti? Ena od stvari, ki jo vedno priporočam, je, preden gremo v digitalizacijo, dajte narediti osnovno procesno sliko, kako vam tečejo procesi v organizaciji, od komerciale, ki prodaja, do nabave, do upravljanja zalog v skladišču, do razvoja, če imate lasten razvoj, do priprave tega, kar razvoj daje v proizvodno noter, ne pozabiti na montaže, na servise in podobne zadeve, na zagotavljanje kakovosti, torej na interno testiranje in tako naprej. In te procesne slike ponovadi predstavljajo osnovne gradnike in znotraj teh gradnikov sta zanimivi dve zadevi, ne.
Ena je, in to so te trikotnički, ne morem čisto vsega povedati, ampak te predstavljajo kritične točke. To pomeni, da v teh kritičnih točkah noter imamo težave zaradi obstoječega klasičnega papirnega, recimo, ali pa ročnega dela. Drugi del, ki je pa zanimiv, seveda, so pa kazalniki, ki bi jih radi dosegali. Znotraj razpisov moraš velikokrat potem poročati, koliko si dosegel napredka na določenih kazalnikih. Ne. Recimo, klele jih imate, to so čisto realni za primer, ne vem, delež izmeta, delež ponovitev, ki smo slabo naredili, čas realizacije delovnega naloga v primerjavi s planom, če ste planirali jutri ob tej pa tej uri, da boste naredili ta pa ta delovni nalog, koliko ste se držali tega plana. Koliko je blokad, zato ker nimate ustreznih zalog, ker sistem ne vodi, pa hočete nekaj narediti, pravno tistega kosa lesa ni na zalogi, in tako naprej. Torej, postavite procese in postavite kazalnike, po katerih boste merili monetizacija, je tak lep izraz, po katerem boste merili povrnitev investicije v digitalizacijo. Ker če tega ne zmerite, pa ne boste vedeli, ali je bilo pravilno uloženo noter. Ne. Primer, ki smo se ga tukaj dejansko lotili, je bil planiranje proizvodnje, se pravi ustrezno spremljanje delovnih nalogov, ki so povezani na prodajo, to, kar smo prodali navzven. Planiranje proizvodnje, seveda ponavadi gre po različnih nivojih, eno je tako grobo, pa se pa zelo malo začne, bi rekel, ločevati na posamezne delovne operacije, ki imajo recimo skupen material pa skupen stroj, ne vem, razrez ali pa kaj podobnega, jaz tem rečem na delovišča, na drugi strani pa lahko ta operacija vezana tudi na plan za posameznika, se pravi, če nekdo nekaj dela, pa ne tisto dela za različne delovne naloge hkrati, zato ker bo optimalno delo, kakor če vmes za sabo počisti, pa jutri spet celo od tistega dela noter. Znotraj tega smo ponavadi definirali vse, to je izsekvan iz ene malo večje sheme, vse odločitve in pa dimenzije, ki so povezane z realizacijo enega takega proizvodnega naloga noter, vse tukaj odspod, lepo vidite, vse metrike, kazalnike, ki jih želimo spremljati noter. In ko smo to določili, smo povezali to na kazalnike, ki jih je vodstvo hotelo imeti za spremljavo. In kakšna je zdaj razlika? Tole je bilo stanje dejansko pred digitalizacijo. To pomeni, klele so bili kartončki, na teh kartončkih si marsikrat imel tudi kakšne tehnološke postopke ali pa v blokcu zapisane, kakšni morajo biti setupi različnih strojev, nastavitev in tako naprej. Tole je bila tabla z delovnimi nalogi, klele gor je bil celo list, kako so določeno recimo tako veliko ploščo, kaj pa vem, 5x5, 6x6 metrov, niti ne vem, ali pa pol ostankov, torej sploh za dražje recimo materijale, prihaja do tega, da ti ostanejo kosi od prejšnjega razreza, pa moraš malo evidenco voditi. To je bilo vse na roke, to je podjetje tamle iz Slovenskih Konjic, recimo, da jih ne bi preveč izpostavljal. No in seveda, ročnega dela, zavoda, to je bilo veliko. Če si te škatle vzel, je bila precejšnja zmeda. Če vključnih ljudi ni bilo, dejansko tudi. Zdaj, stanje po uvedbi je pa seveda zelo preprosto. Cilj je bil, teh papirjev ni več, zaloge morajo biti ustrezno online. Vsak kos, ki ga naredimo, moramo imeti, recimo na razrezu tukaj gor, mora imeti svojo neko oznako, svojo kodo. Takoj, ko naredimo razrez, moramo ustrezne podatke samodejno razknjižiti iz zaloge. Tisto, kar je bilo dobro, vrniti na zalogo, mi smo temu rekli dimenzijska sarža, se pravi posamezne kose, ki so še dobri za nadaljni razrez, smo ustrezno vodili ne samo po kilah ali pa po kvadratnih metrih, ampak dejansko po kosih. Zdaj pa digitalno delovno mesto, če je bilo tole prej delovno mesto ali pa tista pisarnica, je zdaj opremljanja z, to je taka mobilna, klele je tiskalnik črni kod, klele je skener, tukaj se kot delavec prijava svojo kodo, on ti pove na temle displeju ali pa klele še en malo večji, katere delovne operacije moraš narediti. Ko te operacije narediš, on zajame določene podatke že v digitalni obliki, določene na terminal, klele vidite na slikci skrajno desno, lahko vnesem noter, recimo, če je bilo treba glede na osnovni načrt kaj spremeniti, dopolniti, tisti hip, ko on udari enter, se ta operacija na delovnem nalogu zapiše, razknjiži, vrne podatke nazaj v sistem noter, da je ta korak narejen in seveda delovni nalog digitalno potuje naslednjemu v verigi noter. Pa če se sliši, da to dejansko ni
tak velik prihranek. Največji prihranek, ki sem prej omenil, je bil na planiranju. Zdaj smo dobili ta prave čase, ki so potrebni, ne, za pripravo stroja, recimo za razrez, za čiščenje potem, ko je stroj zaključil svoj del, ne, za v bistvu, ne vem, ali z viličarjem ali pa na roke, prinos pa odnos tistega materiala, ki je šel, rečemo, na CNC mašino, ne. In seveda zdaj, če jaz začnem dobivati ta prave podatke, ki jim zaupam, potem lahko stroj splanira praktično v nulo natančno, ker ni zdaj, da je razrez ponovadi s kosovnico vzamejo 30 minut. Ja, čas je 30, čas je 60, če se kaj zatakne, je tudi 95, ne? In te podatki spuhtijo, samo konc šihta pol vprašaš ti, koliko smo naredili, ja, samo to smo naredili, ker smo imeli malo težav v proizvodni noter. Ne. Če dobro zajemamo podatke digitalno, brez kakršnega koli ročnega vnosa, so te podatki nazaj gonilo za boljši plan in dejansko zdaj, ko pride kupec in reče, ok, jaz bi pa ta element, ne vem, kuhne, stola, omare, kakorkoli vzel, ne, v bistvu lahko sistemsko vprašaš ti, kdaj je pa naša proizvodna na voljo in bolj ali manj rok, ki ga obljubaš, dejansko stoji. Ne, in če si zdaj pogledamo, preden gremo na drug primerček, kaj je tisto, kar prinese to vrstna transformacija, ki smo jo ravno kar videli kot primer, ne, točnost doseganja rokov podajanja realnih obljub. Trenutno je enormna zasedenost vseh kapacitet, kar jaz vem, in seveda stranke pritiskajo na roke, kaj naredi prodaja, ponavadi obljub malo bolj nerealne roke, pa so pa stranke jezne. Ne. Če vi digitalno podatke sprejemate, govorili smo o customer experience, tako kot vam pošta danes lahko točno pokaže, kje je paket, lahko v bistvu preko portala, ne, od konfiguratorja, kjer skonfigurirate, ne vem, kuhno, omaro, vhodna vrata, so bili primeri in podobno, ne, dejansko lahko slediš celotno pot proizvodnega naloga, ne, do trenutka, ko bojo fante prišli s kombijem pred hišo pa zadevo montirali. Ne. In pa, kar je tudi, ne, v digitalizaciji, ne, se pravi, dobiš to, kar si naročil, zato ker si prej imel ustrezno vizualiziran in tako naprej. Ne. O podatkih smo govorili, no, eden od elementov, ki smo ga poskušali seveda tudi doseči, je zelo realna ocena lastne cene, torej koliko me stane posamezen kos, ki sem ga naredil, s kalkuliranimi vsemi stroški, ki izhajajo zdaj iz proizvodne, iz izdelave, dodelave, iz časov čakanja, čiščenja, pospravljanja in vsega, kar je tam noter zajeto zraven. Ne. Seveda digitalni procesi, o tem smo veliko govorili, ne, o digitalnih nalogih, o nabavi se bomo vrnili v naslednjem primeru noter, ne, lažja podpora odločanju, ne, online razknjiževanju materijala, kar pomeni, da so stanja v zalogah praktično online, da se lahko le-te rezervirajo na prihodne proizvodne naloge in v bistvu, da izgibanja zalog vidiš, kdaj je treba naročiti osnovni material po verigi nazaj in tako naprej. Ne. Omenil sem QR kode, se pravi, da vsak izdelek, vsak kos, ki ga naredite, lahko dobi ustrezno kodo, zdaj ali jo nalepimo ali kako zraven pridamo, je pa stvar tehnologije. Ko poskeniraš to kodo, dobiš revizijsko sled točno, kdaj, kje, kako, zakaj je kdo naredil na katerem stroju, teoretično s katerim setupom tistega stroja, recimo, če pride, ne vem, pri lepljenju ali pa kaj takega se včasih zgodi, da popusti, ne, pa zakaj se je pa to zgodilo in podobno. Ne. Omenjali smo kulturo, inoviranje, kompetence in tako naprej, da naberemo vsega. Skratka, ta primerček je pokazal, da malo podjetje, to je bilo tipično družinsko podjetje, ki ga je prevzel sin od staršev, ne, lahko zelo hitro, uspešno digitalizirati, ne moreš vzeti prevelike pogače, skoncentrirati se je treba na par osnovnih. Mi smo vzeli bolj ali manj razrez, pa potem določene dodelave. Ne, in tukaj dvigneš prvo stopničko, pri čemer smo pod cestno sliko pogledali majhen širše in rekli, ok, ne, za naslednji korak je to, za naslednji korak je to in tako naprej. Ne. Bili so tudi določeni voucheri za konfiguratorje, ogromno podjetij tudi v lesnem sklopu je šlo v to, da so omogočili, da si stranka sama z nekim pametnim konfiguratorjem skonfigurira določen izdelek, ne, in od tukaj naprej potem pač vzameš layout, dobiš ven kosovnico, razpišeš ustrezne delovne naloge in zadevo narediš digitalno praktično res od tistega, kar je on videl do izvedbe noter. Ne. Drug primerček je pa malce naprednejši, malce težji, kar pomeni, da smo uporabili elemente seveda na osnovi, da nam to, kar smo v prvem primeru videli, funkcionira, lahko naredimo korak naprej. Torej uporabimo strojno učenje, da začne
iskati določene vzorce, iz teh vzorcev recimo napovedati prodajo izdelkov, unikatne ali pa zelo malo serijske proizvodne. Zdaj delamo te napovedi tudi za izdelke, ki jih še ni na trgu. Se pravi, vi dizajnirate nek produkt in vprašate stroj, koliko jih bom pa v Sloveniji prodal, ali pa na širšem trgu, in stroj reče 215 in jih točno 215 prodaš. Smernice, kjer se malo poigravamo, priznam, da je tekstil ta hip pred, bi rekel, lesom, je, ali lahko z uporabo strojnega učenja dizajniramo všečne izdelke, ki bi imeli boljšo prodajno konverzijo noter. To smo zdaj testno prodvali na metrskem blagu in odgovor je dejansko ja, fenomenalno. Se pravi, sploh za ženski del populacije, če bo prisoten noter, kaj bo modno naslednje leto pomladi z nastroj v bistvu zračunati in ugotoviti, in ko naredi določene elemente, rečemo, konfekcijskih vzorcev, hitro vidiš, da se ni zmotil. Zdaj, da pa razumemo, kako to poteka, sem čisto za primerjavo vzel, če uporabite Google noter, pa napišete recimo mizarstvo, pride ven gora, pa Facebook, recimo sem si jaz to vzel za primer, pride ven gora spletnih profilov, spletnih strani in tako naprej, tudi na kakšnih drugih medijih, za NL sem dal tako, da ne bi kakšnega preveč reklamiral, kjer uporabniki puščajo goro različnih komentarjev, sledi, všečkov, lajkov in tako naprej. Do teh podatkov seveda se da prideti. Majhen je tehnično težje, ampak dejansko si lahko za vsako sliko, za vsak izdelek, tudi če ni vaš, pa je javno objavljen, ne vem, stopnice, klele imate kuhno, klele je neka miza in podobno, si lahko začneš v ozadju graditi, mi smo temu rekli sentimentalno analizo, kakšen sentiment imajo ljudje do določenega elementa pohištva. Zdaj, ne gremo v globino, ampak če greste že v Google iskalnik noter, boste videli, da umetna inteligenca razpozna sliko, razpozna video, razpozna naravni jezik, tudi če je slovenščina. Se pravi, stroji so ratali zelo dobri, da karkoli vi objavite, jaz lahko to pretvorim v določene podatke in iz teh podatkov dobim ven sentimentalno analizo. To pomeni, da mi ta analiza pomaga razumeti, kakšna je nagnjenost strank, potencialnih strank, vaših kupcev in tako naprej, do nečesa, ne vem, do temnorjave v orehu ali pa ne vem, ker les bi vzel recimo na mize, ki bi si jo dizajnersko postavil v dnevno sobo ali pa v kuhno noter. In če vemo, kakšne ima trg sentimente, pa da imamo, spet pridemo do podatkov, zgodovinske podatke o tem, kako se je recimo obnašala prodaja, tudi naša prodaja ali pa prodaja recimo konkurentov, kolikor lahko dobiš te podatke, potem seveda je naslednji korak, ki ga vprašamo, stroj, računalnik, ali mi lahko narediš napoved prodaje za določen, rečemo temu malo serijski segment nekih lesnih elementov noter. Za čisto unikat, ki je ena niti nima toliko veze, ampak če govorimo o serijah 20 do nekaj 100, je pa to smiselno, zato ker če narediš te kose, pa jih ne prodaš, seveda, če jih delaš na zahtevo, je proizvodnja toliko dražja. Zdaj ne moramo iti v globino, včasih je treba najti kompromis, koliko jih narediti na zalogo, isto velja potem tudi za sestavne dele, bomo videli, posamezne komponente. Torej, koliko jih narediti v enem kosu na zalogo, zato da bo lastna cena najnižja, na drugi strani pa, da jih točno toliko prodamo. In ko smo to probavali narediti, klele iz teh grafkov gor so bili resni podatki, pa sem jih malo zakril. Ampak ena krivulja kaže potem realno, kaj se je na trgu zgodilo, ko smo začeli s prodajo, druga kaže pa prikrito v isto časovno obdobje, kaže, kakšna je bila napoved. In če primerjamo te dva podatka, dobimo ven, da je stroj napovedal, klele je šlo za prodajo, mislim, da nekaj 100 kosov, da je stroj napovedal 98,4 natančno, koliko jih boste prodali. In če dobro pogledamo v bistvu gibanje krivulje, je relativno dobro napovedal tudi, kakšen bo trend prodaje tega na posameznem trgu. Tole konkretno je bilo za slovensko tržišče narejeno. Zdaj, seveda, če se povprašamo, če jaz 98% natančno vem, kako bom določen artikel prodal, ali lahko potem iz tega ven skalkuliram,
koliko določenih elementov v proizvodni, tole je iz kosovnic ven vzet, koliko določenih elementov, srovega materijala, šrafa, unga, tretjega bom rabil ob katerih časovnih trenutkih. Ne? In seveda napoved prodaje nam zdaj začne rojevati napoved proizvodnje. Napoved proizvodnje rojeva v bistvu plan materialnih potreb, ki jih proizvodnja rabi, vseh virov, človeških, strojnih in pa repromaterijala. Ne? In iz tega ven v bistvu lahko celotno verigo nazaj zoptimiziramo. Ne? Torej, imamo napoved prodaje. Ne, ta napoved prodaje nam da določeno število kosov, ki jih bomo prodali. Tole je bilo, mislim, da pred korono. Korona je malo spremenila, pa zdaj nimam še podatkov, da bi vedel kako, ker pač vsem notranje, recimo to, kar je notranje opreme, dizajna, dekorja in tega, to relativno v redu gre, ne. So drugi bolj trpeli, ne. Ampak, če lahko dobim napoved prodaje praktično v nulo zadeto, lahko iz kosovnic ven v bistvu zračunam plan materialnih potreb, torej točno optimiziram, kako rabim posamezne dele in seveda iz tega ven optimiziram količine, ki jih je treba skupno z nekimi odpoklici, kakorkoli se zmenite, ne, ki jih rabim potem na strani dobaviteljev, ki mi bodo to pripeljali. Z skupnim ciljem na koncu, med čim manj izmetem, med čim manj nekurantnega materijala, nekih komponent, polizdelkov in podobnega na skladišču in dejansko imeti na voljo izdelek točno takrat, ko bo stranka rekla, jaz bi pa tazga imel. Morda tudi z manjšimi prilagoditvami, če se v sestavi lahko recimo varira, pa ne vem, namesto lesene fronte date stekleno, kovinsko ali pa pustimo zdaj primere noter, ne. Zakaj je to pomembno? Kje je prihranek? Tole, ko sem pripravljal ravno danes ta prispevek, ne, eksplozija cen industrijskih surovin. Tisto, in gledajte, kaj je na prvem mestu les, sicer gradbeni, ampak ja, 256% rast. Torej, tisti, ki bo kasneje kupoval v trenutnih razmerah, v manjših količinah, bo seveda imel više nabavne cene. Torej, a mi napoved prodaje, rečemo za poletje, za jesen, s tako natančnostjo, kot smo videli, pomaga razumeti, kako je treba organizirati proizvodnjo, kako je treba organizirati nabavo, imeti ustrezno materijala kot zaloge na skladišču noter, je odgovor ja. Ne, dejansko gremo tisti just in time, gremo z določeno, bi rekel, lahko rezervo noter, ne, ampak delamo na tem, da bo lastna cena proizvodnje enega kosa najnižja in da na koncu, ko naredimo izdelek in pa produkt, ne, je njegova prodaja na trgu praktično 100%. Ne. Pol pa itak morate iti v prenovo, v neko osvežitev dizajna, ker je pač trg že odnesel povpraševanje potem in je nekaj drugega modernega in tako naprej. Ne. Tako da ja, kaj to pomeni, ne, se pravi tudi iz mehkih podatkov, ki jih puščajo vaše stranke, vaši naročniki, kupci in tako, tudi dobavitelji, ne, in tako naprej, se da marsikaj tazga narediti. Ne, treba je navaditi podatkovno skladišče, da začne hraniti večje količine teh mehkih podatkov, te ne morate dati v računovodski sistem ali pa v zaledni sistem noter, ne, in pa kar je zelo uporabno, ne, strojno učenje je bistveno hitrejše, pa tudi si upam, da reč boljše, kot marsikater prodajni referent. Še vedno rabite za odnos stranko referent, ampak njemu lahko v ozadju izračun cene, koliko popusta dati, kdaj mu to ponuditi in podobne stvari, mu pomaga lahko strojno učenje z analitiko podatkov, ki jih ima v ozadju noter. Ne. In pridete do tega, imamo že podjetja tudi v lesni branži, ne, ki so se odločila, pejmo, ne, data driven, to pomeni celotna veriga, ne, od dizajna do dostave bo upravljanja na osnovi podatkov, ki jih vidimo v stranki in pa artiklu noter. Ne. Jaz mislim, da je to končna nekje zdaj v tem obdobju 3 do 5 let stopnička, ki jo je treba narediti v digitalizaciji. Ne morete pa preskočiti, pa takoj prideti sem. Treba je narediti v globino tiste korake, ki smo jih v primeru ena noter gledali. Ne, dvigati kompetence, imeti procese definirane, ne, imeti v bistvu vse predpostavke na voljo, da lahko jaz rečem takt digitalizacije začnete potem vrteti vedno hitreje in hitreje in hitreje. Ne. Zdaj pa za konec, da ne bom predolg, ne, še dve zadevi, ki sem jim omenil. Ne. Država daje ta hip na voljo precej dobra sredstva za digitalizacijo.
Zelo je treba spremljati, ker se te razpisi odpirajo in zapirajo. Eden od takih sklopov so digitalni voucherji, ki jih razpisuje tole digitalno inovacijsko središče, mislim, da preko podjetniškega sklada ali pa Spirita, ki gre za pripravo digitalne strategije. Se pravi, preden naredite prvi korak, ne dajte neko strategijo postaviti, kaj si zamišljate, da boste naredili, kakšne cilje bi radi naredili in podobno. Treba je imeti digitalne kompetence, torej šolati zaposlene, vse od vrha navzdol, kako se to gre. Treba je vlagati v digitalni marketing, ker kupci, tudi dobavitelji, da ne so prisotni v bistvu vedno bolj v digitalnem svetu. Pa kar sem omenil, tudi država vam da voucher za kibernetsko varnost. Se pravi, dajmo pazljivo delati s podatki in z odpiranjem v svet, zato ker nepredipravi spijo. Tega sem tudi v primeru ena navedel. Drug primer so bile spodbude za digitalno transformacijo, ta P4D, tako imenovani program, ki podjetjem omogoča do 100.000 evrov nepovratnih sredstev, ki ne smejo iti samo za nakup, nove CNC mašine ali pa kaj podobnega, ampak morajo iti en del za sofinanciranje vašega projektnega dela, en del je seveda lahko za digitalizacijo procesov in tako naprej. En del obvezno gre tudi v usposabljanja in v dvig teh digitalnih kompetenc. Seveda je pa namenjen v glavnem malim in srednjim podjetjem. Zdaj, enkrat je bilo samo v vzhodni regiji, zdaj je bilo enkrat v obeh, tudi v zahodni in vzhodni kohezijski regiji. Bomo videli, kaj bo z naslednjo objavo noter. Če rabite pomoč, se obrnite pač vlogo, zato je treba pravilno napisati, potem tudi na koncu poročati. Lahko se pohvalim, da ker jih ima lahko eno podjetje, ki pomaga to delati 10, smo jih 10 dobili in jih 10 izvajamo. In v bistvu vseh 10 je praktično pred zaključkom, da uspešno konča in potem seveda dobi ustrezno subvencijo noter. Tako da v tem kratkem sklopu, seveda se digitalizacije ne da povedati v 40 minutah noter. Pogledali smo si malo teorije, pogledali smo si, da to ni nekaj nemogočega, da to lahko naredimo. Skozi 2 primera šli korak po korak, kaj smo naredili, kako se to vidi čist na terenu v delavnici noter. In pa ne nazadnje, če ste hitri, pravočasni in pa dobri, lahko za to dobite tudi ustrezna sofinanciranja, ki so marsikomu dejansko tisti jeziček na tehnici, ki to prevaga in se potem odloči za tak projekt. Tako da mene je veselilo biti z vami, upam, da sem vam pri tem pomagal. Hvala za vašo pozornost in upam, da se ob naslednji priliki v živo vidimo noter. Tako da hvala lepa in lep pozdrav. Lepo pozdravljeni vsem udeležencem, ki so se udeležili tega srečanja. Naj se najprej predstavim, sem odvetnica Mirjana Kožuh in vam bom danes predstavila temeljne in osnovne pojme, ki jih morate poznati, ko ste v odnosu z potrošniki in jim ponujate v prodajo svoje izdelke ali storitve. Seveda vsak, ki izvaja neko dejavnost, si želi, da bi svoje delo opravil brez napak in popolno, vendar se vsem preostalim tveganjem ob tem težko izognemo in prepričana sem, da ste se pri vašem poslu kdaj pa kdaj znašli tudi v situaciji, ko morda vaš izdelek ni bil popoln ali pa je imela vaša stranka, vaš naročnik neko pripombo na izvedeno delo. Zato, da boste vedeli, kako v tem primeru pravilno ravnati, vam bom danes predstavila nekaj osnovnih pojmov, da se boste lažje znali obrniti, ko se vam to pripeti. Sigurno je ključen zakon, ki ureja vse te odnose, Zakon o varstvu potrošnikov. In sicer ta zakon velja, ko poslujete s fizičnimi osebami. Ta zakon predvideva, da pri poslovanju s fizičnimi osebami, vi kot prodajalci in ponudniki storitev, imate večje dolžnosti do potrošnika in seveda jim je skozi določila tega zakona omogočeno lažje uveljavljanje reklamacije in seveda s tem tudi več obveznosti na vaši strani.
Ko poslujete s pravnimi osebami, namreč velja obligacijski zakonik, kjer so drugačna pravila in krajši roki. Zato vas najprej na to opozorim, da veste, da ko poslujete s fizičnimi osebami, velja zakon o varstvu potrošnikov, ki je do potrošnika milejši in zagotavlja več pravic, medtem ko so ravnanja pri pravnih osebah seveda drugačna. Jaz pa se bom v današnji predstavitvi skoncentrirala predvsem na poslovanje s fizičnimi osebami. Torej, kar vam želim danes povedati, je to, da je dobro vedeti, kako ravnati, ko prejmete reklamacijo za svoj izdelek oziroma storitev. Predhodno je seveda potrebno imeti zelo dobro pripravljene podlage, zato da ko pride do nekega reklamacijskega zahtevka, imate vse tisto, kar je potrebno, da boste čim lažje razrešili reklamacijski zahtevek že pripravljen. V tem kontekstu je seveda zelo dobro, da imate pripravljene predno sploh greste v posel pogodbe. Verjamem, da seveda za vsak izdelek, ki ga naredite, seveda ne boste sklepali z vašimi naročniki pogodbe, svetujem pa, da to naredite seveda pri večjih izdelkih, pri obsegu, ki zahteva daljši čas in kjer so riziki tako na eni kot na drugi strani seveda večji. Če boste izdelali neko leseno hišo, za stranko absolutno priporočam, da se vse dogovorite že v sami pogodbi. Če pa gre to za izdelek neke mize ali polaganja parketa, morda res pogodba kot taka ni potrebna, je pa vseeno dobro seveda imeti ob tem in pred tem pisno ponudbo, kjer boste zajeli vse, kar je potrebno, da bo potrošnik vedel, kaj mu boste izdelali, iz česa je to sestavljeno, kakšna je cena za takšno storitev, zato da bo navzven vidno, kaj ste se s stranko dogovorili. Če boste namreč samo imeli ustno nek dogovor, se bo kasneje lahko pokazalo to težavo, ko boste težko dokazali, da se stranko niste dogovorili, da bo miza bele barve in seveda, ker je črne barve ali pa iz drugačnih materialov, je zato dražja in je dobro imeti te stvari dokumentirane pisno, ker je seveda dokazovanje v nadaljevanju bistveno lažje. Zelo pomembne so včasih tudi fotografije, zato je fino, da si izdelek bodisi pofotografirate ali naredite nek drugačen izdelek vizualni, da bo točno jasno, kaj je stranka iz vaše strani pridobila. Pomembno je tudi, da stranko, ko teče posel in ko teče naročilo izdelava, tudi z vami pisno komunicira. To vam bo tudi v nadaljevanju lahko zelo olajšalo dokazovanje obstoja neke napake. Za primer, naprimer, da bo stranka si med naročilom spremenila neke želje, spremenila dimenzije, barvo ali karkoli drugega, kar je važno pri vašem poslu, da boste imeli to dokumentirano in se boste lahko sklicevali na to, da je bila to naknadna želja stranke in boste seveda s tem imeli dokaz, kaj ste se v resnici z vašim naročnikom dogovorili. Kadar poslujete, bom rekla, bolj obsežno in imate več naročil, več strank, več različnih strank, je dobro imeti dobre splošne pogoje, torej pripravljene vnaprej, kjer določite vse vsebine, kako boste nek posel stranko izpeljali, zato da tudi potrošnik, ko stopa v pogodbeno razmerje z vami, seveda ve, kaj pričakovati in na kaj ne bo pozoren, ko se bo lotil nekega posla z vami. Splošni pogoji namreč omogočajo, da vi postavite pravila, kako bo stranka reklamirala neko napako, kakšni bodo vaši odzivni roki, kako se boste v bistvu dogovorili pri komunikaciji, na kakšen način bo potekala. In splošni pogoji vam lahko zelo dobro in marsikatero težavo v bistvu odpravijo, če so seveda pripravljeni na pravilen način. Zelo velikokrat v praksi vidimo tudi, da je težava pri obrtnikih, ko nimajo nikakršnega dokazila o tem, kdaj so vgradili nek izdelek, kdaj so omaro montirali stranki, kdaj so morda vgradili okna, parket, kakšne so bile reklamacije ob sami vgraditvi. In jaz vsem svojim strankam priporočam, da seveda imajo izdelan zapisnik o vgradnji. Ko se namreč neki izdelek stranki dostavi, je nujno, da ga stranka prevzame, s tem se v bistvu vsi riziki
uničenja in vsega ostalega, vsi roki pričnejo teči, ko pač pride do tega trenutka. Zato je zelo dobro, da točno veste, kdaj ste stranki predali izdelek in v kakšni obliki je bil ta izdelek, da stranka na kraju samem pogleda izdelek, reklamira vse morebitne napake, ki vidi že ob skrbnem pregledu, to je namreč obveznost kupca, da ko se izroči blago, tega pregleda in na kraju samem reklamira vse tisto, kar jim morda ni všeč ali pa če zazna kakšno napako, da vas lahko opozori. In zato je izrednega pomena, da imate takšen zapisnik o vgradni dobavi, kakorkoli že to imenujete, ker vam bo v nadaljevanju to omogočalo lažje dokazovanje, kaj sploh ste stranki izročili. Zelo so pa kupci pri varovanjih, pri seveda uveljavljanju napak, kolikor pride seveda do takšne situacije. Ob tem pa povem in vas opozorim, da ko sklepate pogodbe z fizičnimi osebami, imajo fizične osebe v resnici relativno dolg rok, ko vam lahko reklamirajo nekakšno napako. In sicer ta znaša 2 meseca od odkritja napake, pri čemer pa je tudi obveznost kupca, da vas o takšni napaki pravočasno, to je v roku 2 mesecev, obvesti. Zakon sicer ne zahteva, da je to pisno, če pa se boste vi v splošnih pogojih določili, da vam morajo kupci pisno reklamirati napake, bodo seveda morali to storiti tudi pisno. Logično, da je to zelo priporočljivo, ker ste s tem vi bolj varovani in seveda vam tudi to omogoča nekakšen lažji pregled vseh nekih reklamacij, evidence, ki jih vodite v tem. In jaz absolutno priporočam, da zahtevate od vaših kupcev, da vam pisno reklamirajo in tudi v tej pisni reklamaciji navedejo vse napake, na katere se sklicujete. To, kar pa je na kupčevi strani obveznost, je pa seveda tudi ta, da morate vi imeti možnost napako, ki vam jo je vaš kupec napovedal in priglasil, možnost seveda tudi pregledati. Zato je dobro, da se s kupcem dogovorite, kdaj boste izdelek ponovno pregledali in ugotovili, ali je takšna napaka resnična, prava, ali ima kupec prav ali nima prav. In to možnost seveda izkoristite. Zato, ker vam to omogoča, da bodisi napako priznate, če pa ocenite, da ta ni pravilna, pa seveda lahko napako tudi zavrnite. Potrošniku morate pa v zameno za to nekako, ker vam je neko reklamacijo podal, izdati tudi potrdilo o reklamaciji. In to potrdilo seveda mora biti pisno, ker boste s tem zopet varovani vi, da ste to svojo obveznost, ki vam zakon nalaga, izpolnili. Zelo dolgi roki so tudi roki v zvezi samim trajanjem, možnosti, kdaj bo napaka oziroma kdaj lahko kupec uveljavlja napako, kajti po 2 letih od prevzema blaga, materiala, izdelka, storitve, karkoli ste že opravili, seveda potrošnik nima več možnosti se sklicevati, da je izdelek imel nekakšno napako. 2 letni rok je seveda relativno dolg in pametno je, da se tudi v svojih evidencah zabeležite vse izdelke, ki ste jih izdali, 20 izdali, in se tudi pribeležite rok uveljavljanja reklamacije, kajti če to stori kupec po 2 letih, v resnici nima nikakršnih pravic več. In če ugotovite, da je ta rok potekel, seveda lahko stvarno napako zavrnite že zaradi poteka tega roka. Kdaj pa morate odgovoriti na podano reklamacijo? Zakon je tukaj relativno strog in vas obvezuje, da reagirate hitro. V 8 dneh namreč morate kupcu izdati potrdilo o tem, da ste napako sprejeli, reklamacijo sprejeli. Če ta po vašem mnenju ni sporna, morate tudi kupcu predlagati možne rešitve oziroma sprejeti tisto, kar vam je kupec predlagal, o tem bom nekoliko v nadaljevanju še povedala. Če pa za vas napaka je sporna, seveda tudi to kupcu v 8 dneh sporočiti in tudi pojasniti razloge za to. Kar vam želim na tem mestu tudi poudariti, je to, da izhajate vedno iz tega, da ste vi strokovnjak, da imate vi dolgoletne izkušnje iz svojega področja, kupci pa so danes izredno zahtevni, verjamem, da to srečujete vsakodnevno. In
stojite za svojim strokovnim stališčem. Če veste, da je pri polaganju parketa takšna in takšna možnost postopanja glede višine parketa, glede obrob ob parketu, se seveda na to sklicujte, kupcu pojasnite, kakšni so standardi, kakšna so strokovna merila pri nekemu izdelku, na razumljiv, spoštljiv način, in velikokrat se izkaže, da potem tudi kupec sprejme vašo strokovno razlago in seveda je lahko reklamacija že iz tega naslova hitreje in lažje rešena. Če pa ugotovite, tudi po vašem strokovnem mnenju, da je dejansko prišlo do neke napake, bi vam pa rada povedala oziroma predstavila, kaj sploh stvarna napaka je. Stvarna napaka seveda je tudi definira zakon, v praksi pa imamo številne težave pri definiranju seveda stvarne napake. Če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za neko njeno normalno uporabo in za promet, seveda govorimo, da ima stvar napako. Prav tako govorimo o stvarni napaki, če nima lastnosti, ki so potrebne za neko posebno rabo, če ste se s svojim naročnikom dogovorili o tej posebni rabi, pa se izkaže, da morda ta posebna raba z izdelkom, ki ste ga stranki dostavili, ni zagotovljena. Enako gre za stvarno napako, če stvar nima lastnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane. Enako pa gre za stvarno napako, če ste izročili stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Morda prihaja v praksi največ do težav pri vzorcu ali modelu, ko imate razstavljene svoje izdelke, je dobro kupca opozoriti, kdaj bo res prejel tak izdelek, kot ga imate razstavljenega, kdaj pa seveda bo prišlo do sprememb, kakšne so te spremembe, bodisi je to barva, bodisi so to tehnični pogoji, morda dimenzije, in tukaj res opozarjam, da je potrebno paziti, kakšne razdelke razstavljate, kajti če se bo potrošnik skliceval na to, da ste imeli tak izdelek razstavljen, bo lahko seveda od vas zahteval, da mu dejansko tak izdelek tudi dobavite, in tukaj lahko pridete potem do dvojnih stroškov in do težav pri razreševanju reklamacije. Kaj pa še dodatna varnost za kupca pa je ta, da vkolikor se napaka pri izdelku pojavi v roku 6 mesecev od časa izročitve, se šteje, da je napaka obstajala že od izročitve. To je seveda huda obremenitev za vas kot obrtnike, kajti v tem primeru seveda potrošnik ni dolžan dokazovati, da je napaka nastala zaradi vašega napačnega ravnanja, bodisi zaradi same storitve ali zaradi napake v materialu, temveč se že šteje, da gre za stvarno napako. Nekako 6 mesecev je torej tisti rok, kjer nad vami grozi to neko breme, da vam lahko potrošnik uveljavlja reklamacijo. Če pa pride do uveljavljanja reklamacije po teh 6 mesecih, pa ima v resnici potrošnik dokazno breme, da dokaže, da je napaka, ki se je pojavila na izdelku ali storitvi, napaka, ki izvira iz vaše sfere, torej bodisi iz napačnega vašega ravnanja ali pa napačnega materiala. Tudi tukaj zopet poudarjam, da ste vi strokovnjak in da morate vi zagovarjati vaše strokovno stališče. Zato morda nek konkreten primer, če se lahko naslonim na to. Če gre za polaganje parketa, pa stranki svetujete, da podlaga še ni pripravljena za parket, stranka pa na vsak način vztraja, da se tak parket položi, ker se jim mudi, ker ima druge izvajalce že dogovorjene. Seveda morate vi kot strokovnjak dobavo in vgradnjo takšnega parketa zavrniti, kajti če pride do reklamacije iz tega naslova, boste odgovorni, da ste vgradili nek material, opravili neko storitev, ki ni skladna z vašo stroko. Zato tukaj resnično pazite na to, da vaše storitve, vaše izdelke zagotavljate skladno stroko, ker boste v nadaljevanju tudi vi s potrošnikom imeli manj težav. Če ugotovite pa, da je napaka resnična,
prava in nesporna, torej da je dejansko prišlo do neke napake, se morate zavedati, da je kupec tisti, ki vam pove, na kak način bo to napako odpravil. In tukaj ima v bistvu kupec alternativne možnosti, za katere se sam odloči. Kupec lahko od vas zahteva, da bodisi odpravite napako na blagu, in zopet je pomembno, da kupcu predstavite, ali je to možno, ali bo izdelek, če ga boste popravljali, ponovno enak tistemu, kot bi bil dan izdelek brez napake. In če ocenite, da tukaj ne bo prišlo do istega izdelka, pa da stranka ne bo zadovoljna, da bo morda drugačna funkcija izdelka, ji raje svetujte kakšno drugo rešitev. Kupec se lahko odloči tudi, da zniža kupnino in seveda pri tem je velikokrat v praksi težava, kolikšen je zdaj ta znesek, ki ga lahko kupec od vas zahteva kot znižanje kupnine zaradi napake, pri čemer se seveda gleda, koliko je stvar vredna na trgu brez napake in koliko je vredna na trgu z takšno napako. Te stvari običajno v sodnih postopkih in v praksi določajo izvedenci, pa seveda spet stroki, ki velja za posamezni izdelek, je pa to v praksi izredno težko določiti in če ne pride do dogovora med vami in kupcem, lahko v nadaljevanju v resnici takšen način odprave napake povzroči zelo velike nevšečnosti in nadaljnje stroške pri ugotavljanju višine razlike v ceni, zato v resnici, če se le da, raje napako odpravljate ali pa jo zamenjate z novim brezhibnim blagom. Lahko pa kupec, kar pa je vedno najslabša izbira za vas kot obrtnike, zahteva, da mu vrne in da odstopi od pogodbe. Pri takšni zahtevi kupca pa vas opozarjam na to, da kupec te možnosti seveda nima, če gre za neznatno napako. Če gre za izdelek, ki v celoti ni funkcionalen, ki recimo, da gre za neka vgrajena vrata, ki se ne dajo zapreti, ki puščajo mogoče prepih, da je prepih zaradi nestrokovno vgrajenih vrat, seveda lahko kupec odstopi od pogodbe in zahteva vračilo kupnine, vam pa seveda mora dostaviti ta izdelek, ta vrata, ki niso v redu. Ko se dogovarjate s kupci, za katero od teh rešitev, zasledujte seveda svoje interese pri tem, kaj je vam najhitrejše, morda najcenejše, vendar imejte v mislih tudi, da mora biti kupec zadovoljen. Zelo velika ovira pri teh stvareh je seveda tudi v tem, da lahko kupec ob tem, ko zahteva eno od teh 4 možnosti, zahteva od vas tudi povrnitev škode. Če je kupcu zaradi neke napake v izdelku nastala dodatna škoda, imajo lahko seveda kupci zahteve tudi za povrnitev škode in tukaj lahko pride do velikih zneskov, če gre za nekaj pomembnega. Temu riziku se morda lahko najlažje izognete tudi z zavarovanjem odgovornosti. In seveda, če imate visoke, bom rekla, drage izdelke, kjer lahko pride tudi do škode zaradi neke napake v vašem izdelku, seveda svetujem, da imate zavarovano odgovornost. Zelo dolgi roki, če ne pride do dogovora o tem, na kakšen način boste napako odpravili, lahko kupec seveda vloži zoper vas tožbo in tožbo od sodišča zahteva, da razreši to napako, pri čemer so tudi roki, v kolikšnem času to lahko kupec od vas zahteva dolgi, in sicer lahko kupec to od vas zahteva v roku 2 let od obvestila o napaki. To je relativno dolgo negotovo obdobje za vas, če se kupec za to odloči, zato seveda priporočam, da se čim prej s kupcem dogovorite o tem, na kakšen način boste neko napako odpravili. Če lahko še se osredotočam na garancijo, kajti če ste za izdelek dali garancijo, se ne glede na to, da ste vi seveda dali za svoj izdelek garancijo, kupec, če se pojavi napaka, lahko uveljavlja svoje zahtevke bodisi po garanciji,
bodi si po stvarni napaki. Tudi to je izbira kupca, pri čemer ima pri stvarni napaki kupec večjo možnost izbire, ker lahko od vas zahteva bodi si odpravo napake, bodi si znižanje kupnine, bodi si odstopi od pogodbe. Pri garanciji pa je ta bistvena razlika od seveda uveljavljanja stvarne napake do tem, da lahko kupec oziroma more kupec najprej vam ponuditi izdelek v popravilu. Če se odloči za to, morate v roku 45 dni seveda izdelek popraviti. Če to v tem roku ne storite, lahko kupec zahteva od vas novo stvar. Zato vas opozarjam, da so te roki relativno kratki in če dobite seveda uveljavljanje napake iz naslova garancije, reagirate in poskušate izdelek res v 45 dneh popraviti, sicer boste dobili lahko zahtevek po novi stvari in kupec bo do tega upravičen. In boste lahko v bistvu tvegali, da ste v istem času že izdelek popravljali, potem pa dobili zahtevek po novi stvari in boste v resnici v večji škodi. Opozarjam tukaj na to, da podajate garancije za vaše izdelke, ste zelo pozorni pri vsebini garancijskega lista. Ta mora biti skladna z Zakonom o varstvu potrošnikov, če ni, to predstavlja tudi prekršek in vas lahko tržna inšpekcija kaznuje z globo. Zato je zelo ključno, da vsebino garancijskega lista preverite in uskladite z zakonom, da res vsebuje vse elemente, ki so potrebni, da ne boste imeli tukaj težav. Bistvena prednost pri garanciji je tudi v tem, da se pogoje in pravila določate sami in seveda lahko izključujete garancijo za posamezni dele glede izdelka in skratka tudi kupca zavežete, na kak način bo uveljavljal garancijo, kakšni so pogoji uporabe, kako v bistvu mora z izdelkom ravnati, če želi uveljavljati garancijo in to seveda vam omogoča večjo svobodo pri odločanju o reklamaciji, če pride do napake. Če nudite garancijo, morate seveda zagotavljati tudi servisiranje in navodila za uporabo. In to je zopet nekaj, na kar imate vi lahko večji vpliv in seveda to izkoristite. Opozorila sem že na 45 rok, 45-dnevni rok za odpravo reklamacije in na to budite resnično pozorni. Kolikor se s kupcem ne dogovorite, seveda se lahko obrnejo na tržno inšpekcijo, ki je pristojna za v bistvu kršitve iz Zakona o varstvu potrošnikov in vas nadzira kot prodajalce in proizvajalce. Ne more vam tržna inšpekcija naložiti, da ste dolžni odpraviti neko stvarno napako, lahko vas pa oglobi, če ne reagirate v zakonitih rokih, če ne podate potrdila o reklamaciji, če s kupcem ne komunicirate. Tukaj so pač globe relativno visoke, saj je minimalna 1200 evrov tudi za samostojne podjetnike. Zato resnično, ko prejmete reklamacijo, je potrebno jo obravnavati in z njo ravnati skrbno, da se izognete tudi morebitnemu tržnemu inšpektorju in tudi, če vas vaš naročnik prijavi, seveda lahko zagotavljate, da ste vse skladno z zakonodajo naredili in se izognete morebitnim prekrškovnim odločbam tržne inšpekcije. Upam, da sem nekoliko vam poenostavila, kako ravnati, ko prejmete reklamacijo. Upam pa tudi, da bo teh čim manj in da bodo vaše stranke z vašimi izdelki, storitvami zadovoljne in da boste v bistvu s svojimi kupci vse reklamacije, ki jih boste imeli, dogovorno uredili, ker je to vedno najhitreje, najceneje. Hvala lepa za vašo pozornost. Za morebitna dodatna vprašanja pa boste tudi prejeli moje kontakte in se lahko vedno na mene obrnete.